So zgodbe, ki nas napolnijo s hrepenenjem. In so zgodbe, ki nas popeljejo v vsakodnevni svet. So zgodbe, ki nam spremenijo življenje. Zgodbe, ki nam odprejo srce, nas spravijo v jok. So takšne in drugačne zgodbe. Zgodbe, ki nas popeljejo na pot pozitivnih sprememb. Vse pa so zgodbe Vincenza Draxlerja, častnega meščana mestne občine Kranj, mecena, donatorja, očeta fundacije Vincenza Draxlerja, zgodbe človeka, samorastnika, pokončnega podjetnika, katerega beseda človek se piše z veliko začetnico. Daljnega leta 1999 prejšnjega stoletja je Vinko Draxler prišel k meni v pisarno in mi potožil, da ima v Tržiču, pristavi pri Tržiču, neko premoženje, ki bi ga rad dal v dober namen. In kakšen problem imamo v Kranju. In povedal sem mu, da Kranj je znan po odvisnikih od mamil in nekateri ga imenujejo že Kramsterdam. In Vinko je rekel, potem bomo s tem lokalom nekaj naredili v ta namen. In tako sva se dogovorila, da pokloni ta lokal mestni občini Kranj in mestna občina Kranj investira v ta lokal za potrebe komune, za odvisnike od mamil. In tako se je pričela zgodba. Zgodba, ki je mnogim spremenila življenje na bolje, jim dala novo upanje, nov zagon. Sem uporabnik programa reintegracijskega centra tukaj v Tržiču že pol leta. Za sabo imam več kot 20 let odvisnosti, predvsem od trdih drog, od heroina, od kokaina. Bil sem večkrat na zdravljenju v različnih državah. Imam za sabo 5 let komun, 2 leti zapora in tako naprej. Boril sem se s tem več kot 20 let, tako sem že rekel. Večkrat sem se že nehal drogirati, nikoli pa zares zaživel. V tem trenutku živim eno novo začetek, pa novo pomlad, ker mi gre res po tolikih letih prvič vse tako, kot mora biti, da lahko rečem, da sem na drogo pozabil. In v tem času sem uspel se predvsem pomiriti samim seboj. Našel sem si zaposlitev, začel odplačevati nekatere dolgove, ki jih imam še za odplačati, uredil zdravnika, zobozdravnika in vse tako naprej, in nekako normalno v življenju normalnih ljudi. Predvsem dobro izkušnjo, lahko poudarim, imam za vsem tukaj zaposlenimi. So vse punce zelo na nivoju, zelo prijazne in za vsak problem oziroma situacijo mi stojijo ob strani in mi pomagajo. Zaenkrat se mi še ne mudi, da bi svoje življenje začel izven tega centra, zato ker sem tukaj zelo zadovoljen in bi si želel še tukaj ostati nekaj časa, da si res pripravim dobre pa trdne temelje za vse, kar bom potreboval zunaj. Meni se zdi ta program reintegracijski tukaj znotraj fundacije Vincenza Draxlerja zelo dober in moj namen je, da uživam to podporo in pomoč, ki se mi tukaj nudi. Življenje je včasih kruto. Leta 1930 rojeni Kranjčan Vincenz Draxler je to kmalu spoznal. Kot prvi izmed 7 otrok je komaj 10-letni fantič moral prevzeti vlogo očeta svojim mlajšim sestram in bratom, kajti oče je tragično preminul. Ni mu bilo lahko, vendar je s trdim delom, vztrajnostjo in ljubeznijo do svoje družine pomagal mami, da je preživela številno družino. In to ga je izoblikovalo kot človeka, ki pozna stisko človeka in je pripravljen pomagati. Njegova življenjska zgodba bi bila lahko osnova za roman, poln ljubezni, hrepenenja, trdega dela in uspeha. Pa tudi bogastva in blišča. Po zaključku osnovne šole v rodni Drulovki pri Kranju se je izučil za filmskega tehnika in se zaposlil pri Triglav filmu. In film mu je bil ljubezen in ob uživanju te ljubezni je spoznal ljubezen svojega življenja. Rito, po rodu Nemko iz zahodnega Berlina. Čeprav je bil navezan na svoj domači Kranj,
je bila ljubezen do Rite premočna in ga je popeljala v Berlin, kjer sta si ustvarila dom. Podjetnost in ideje Rite in Vincenza so rodile najprej več trgovin, v nadaljevanju pa večji obrat za predelavo mesa v Erdingu pri Münchnu. S trdim delom sta si ustvarila zavidljivo premoženje in uživala v delu in življenju. Vendar je Vincenza življenje zopet postavilo pred preizkušnjo. Zbolela je njegova žena Rita in leta 1994 umrla. Ostal je sam, saj nista imela otrok. Pogosto je rekel, da je imel srečo z obema ženama, kajti tudi druga žena Margit ga je pri vseh odločitvah podpirala in spodbujala. Leta 2002 sta se z ženo Margit iz Nemčije preselila v Švico, v mesto Kreuzlingen ob Bodenskem jezeru. Sredstva od prodaje podjetja in nepremičnin pa je Draxler vložil v nakup nepremičnin v Švici, v Zürichu. Kljub življenju v tujini pa so mu misli kot zavednemu Slovencu vedno uhajale v domače kraje. Še vedno je skrbel za svojo mamo in pomagal svojim sestram in bratom. Razpolagal je tudi z domačijo Primožk v pristavi pri Tržiču, ki jo je kasneje za dober namen podaril mestni občini Kranj. In to je bila osnova za nekaj, na kar je bil Vincenc kasneje zelo ponosen. Nastala je zgodba o fundaciji Vincenza Draxlerja. Prvo upravo je vodil primarij dr. Janez Remškar, njegov namestnik pa je bil Mile Hodnik, ki je vodil Center za odvisnost pri Centru za socialno delo Kranj, ki je s svojimi uporabniki opravljal različna vzdrževalna in obnovitvena dela na posestvu v pristavi. Vincencu to ni bilo dovolj, želel je nekaj več. Za ustanovitev komune za odvisnike ni bilo soglasja v lokalni skupnosti. Zato je s strani Mileta Hodnika padla ideja o reintegracijskem centru za bivše odvisnike. Projekta se je z vso vnemo lotila nova uprava pod vodstvom Bena Fekonje. Potrebni so bili zelo veliki posegi, kar je terjalo novo gradbeno dovoljenje. Poleg Draxlerja je velik del sredstev prispevala mestna občina Kranj. Ne smemo pa pozabiti tudi številnih donatorjev, podjetnikov in posameznikov, ki so pomagali z obrtniškimi deli. Po letih truda z obnovo objekta in pripravo ustreznega programa za pomoč bivšim odvisnikom je leta 2010 v pristavi zaživel reintegracijski center za bivše odvisnike in prvi uporabniki so dobili drugi dom in zavetje v domu Vincenza Draxlerja. Program se je izkazal za zelo uspešnega na tem področju, ker naš pristop je nekoliko drugačen od tradicionalnih pristopov rehabilitacije zasvojenosti. Naš program je tako rečeno polodprt tip obravnave, kar pomeni, da je obravnava strukturirana, smo zaposleni prisotni, se pravi strokovni delavci, hkrati pa omogočamo veliko stika z zunanjim okoljem. Najpomembnejši del programa je terapevtska obravnava, ki poteka v obliki individualnih pogovorov oziroma skupinskem delu. Skupine v programu potekajo na različne teme. Predvsem se pogovarjamo o škodljivih prepričanjih iz preteklosti, ki onemogočajo, da bi ti ljudje zaživeli nekako polno, zadovoljno življenje zunaj. Govorimo o ravnanju s čustvi, o škodljivih oziroma nezdravih vzorcih vedenja in seveda hkrati delamo na pridobivanju nekih novih, bolj zdravih, konstruktivnih vzorcev vedenja in razmišljanja, načina razmišljanja. Zdaj v bivalni obliki obravnave program zajema različne dejavnosti,
ki omogočajo rehabilitacijo in potem s časom tudi reintegracijo v okolje. Te dejavnosti so na primer delovna rehabilitacija, ki je zelo pomemben del programa. Tukaj sodelujemo s socialnim podjetjem Fundacije Vincenza Draxlerja, saj naši uporabniki tam opravljajo delovno terapijo pod vodstvom mentorja. Potem delo zajema tudi delo na vrtu, okoli hiše. Se pravi, uporabniki skrbijo za hišo in za okolico sami v sklopu dodeljenih odgovornosti. Cilj tega je, da osvojijo veščine, ki so potrebne za samostojno vsakdanje življenje. To pomeni kuhanje, nabava za več ljudi, gospodinjske osnove, poleg tega pa tudi kakšna zahtevnejša vzdrževalna dela. Poudarek dajemo tudi na konstruktivno preživljanje prostega časa. To pomeni, da nekako se zaposlijo z aktivnostmi, ki so zdrave. Naprimer, plezanje se je izkazalo za zelo primerno za to populacijo, ker ko pleza človek, potrebuje res 100% osredotočenost. In to je zelo pomembno, če prenesemo na zasvojenost, da se osredotočiš in da izpolniš svoj cilj, ki je pred tabo, tudi če je to težko in je treba malo potrpeti, napeti moči in prideš čez. Seveda tudi druge aktivnosti, pohodništvo, tek, šli smo že na več organiziranih maratonov, različnih tekov, kolesarjenje in podobno. Med drugim smo prejeli tudi nagrado Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ampak največ nam pa pomenijo povratne informacije uporabnikov, ki so zaključili program in ostajajo z nami v stiku, in tako da lahko spremljamo, lahko spremljamo pozitivne učinke programa na njihovo življenje, in to je za nas zelo dragoceno. Program Reintegracijski center deluje v okviru Centra za socialno delo Gorenjska. Finančno nas pa podpirajo kar veliko število gorenjskih občin in seveda Fundacija Vincenza Draxlerja. Fundacija je tako obširna zadeva in moram priznati, jaz sem zelo hvaležen tudi gospodu Bogataju, da je on tudi pazil, da je to naprej laufalo in da je dal tudi gospe Bogataj toliko časa, da je se lahko potrudila in je spravila toliko delež, da so zdaj v svojem mišljenju že čisto drugače, kot so bili mogoče pred tem, ko so prišli v fundacijo. Jaz lahko govorim tehnično, ampak tak je pa zastropljen, on lahko ve, kako težko je z tega ven prijeti. Če vsak pomisli, kako je težko se odpovedati kajenju cigaret, ker ni tako zastropljeno, ali pa alkoholu, poj ve, kako moči je porabno, da se odpove tej zadevi. Da bi lahko zagotovili tudi delovno usposabljanje bivših odvisnikov, smo pričeli z dejavnostjo zbiranja in obnove še uporabnih predmetov. Pri tem smo se povezali s Komunalo Kranj in Komunalo Radovljica in pridobili ustrezna okoljevarstvena dovoljenja za to našo dejavnost. Hkrati smo kandidirali na evropskem razpisu za razvoj socialnega podjetništva in s projektom Omamljen.si z delom pridobili dodatna sredstva. Evropska sredstva za projekt Omamljen.si z delom so pripomogla pri nakupu prvih strojev in naprav ter prvim zaposlitvam oseb iz različnih ranljivih skupin. Poleg bivših odvisnikov so bili vključeni tudi invalidi in starejše brezposelne osebe, kar je dalo še večjo širino vključenih v delovanje fundacije. Še vedno pa sta bila pomembna vira financiranja sredstva Vincenza Draxlerja
in Mestne občine Kranj. Prostore nekdanjega gospodarskega poslopja smo temeljito obnovili in si postopoma uredili veliko delavnico in skladišče. Zaposlili smo prve 3 osebe iz ranljivih skupin ter mentorja, vse to pa nadgradili še z zaposlitveno rehabilitacijo invalidov. Pričeli pa smo tudi s prodajo rabljenih in obnovljenih predmetov. V delavnici so nastajali prvi obnovljeni kosi pohištva in vse več je bilo zbranih še uporabnih predmetov, ki jih je bilo potrebno spraviti v promet. V pristavi je zaživela prva prodajalna z rabljenimi predmeti, ki smo jo poimenovali Štacuna pristava. Vse to je pomenilo začetek tržne dejavnosti, s katero so se pridobila dodatna sredstva za sofinanciranje fundacije. V delavnici pripravljamo rabljene predmete za prodajo, ki jih čistimo, popravljamo in preoblikujemo. Obnovimo zelo veliko pohištva, ki ga kupci izberejo v našem skladišču ali pa pripeljejo svojega, da jim ga obnovimo. Vse to nam omogoča izvajanje našega osnovnega poslanstva, pomagati bivšim odvisnikom in invalidom s tem, da jih usposobimo za delo in jim nudimo zaposlitev. Delo v delavnici je zelo pomembno za usposabljanje in zaposlovanje bivših odvisnikov. Čas in intenzivnost delovnega usposabljanja se prilagajata individualnim zmožnostim posameznika in se v času vključenosti v program reintegracije povečujeta do te mere, da je oseba po zaključku programa pripravljena za zaposlitev v polnem delovnem času ter spoštovati red in se vključevati v delovno okolje. Bivši odvisniki in invalidi si z delovnim usposabljanjem v naši delavnici pridobijo delovne izkušnje, delovno kondicijo, dodatna znanja ter sposobnosti dela v skupini. Vse to jim pomaga kasneje, ko iščejo zaposlitev na trgu dela. Tudi zaradi tega, da imamo možnost ponuditi tudi delovno usposabljanje, je program reintegracije pri strokovnih delavcih in bivših odvisnikih še posebej cenjeno. Obnovljenega pohištva in rabljenih predmetov pa so pridne roke zaposlenih obdelale več, kot je bilo prostora v Štacuni pristava. Ker je imela fundacija podpisano pogodbo o sodelovanju na področju zbiranja še uporabnih predmetov s Komunalo Kranj, je prišlo do dogovora, da se odpre Štacuna Zarica na zbirnem centru v Kranju. V naslednjih letih pa se je delovanje fundacije še razširilo na občino Radovljica. Začeli so zbirati še uporabne predmete tudi v tej občini, vse skupaj pa nadgradili s prodajalno Štacuna Barvač na zbirnem centru v Radovljici. Zbranih rabljenih predmetov, obnovljenega pohištva ter idej, kaj vse bi lahko pripomoglo k še večjemu razvoju fundacije Vincenza Draxlerja, so bili osnova za odpiranje novih trgovin v mestnem jedru Kranja. Te trgovine so pomembno poživile ponudbo v mestnem jedru in mu dale vsebine, ki mu jih lahko zavidajo velika evropska mesta. Trgovina s predmeti ponovne rabe, kar Štacuna, Štacuna rokodelc, kjer se prodajajo izdelki kar 12 socialno-varstvenih programov in prodajalna z oblačili iz druge roke ter šivilska popravljalnica kar Zaši, dajejo velik pečat ponudbi starega Kranja. Naše trgovine in šivilska popravljalnica so bile med ljudmi zelo dobro sprejete. Poleg atraktivne ponudbe prodajnih artiklov je tudi oprema naših trgovin nekaj posebnega. Nastala je v delavnici fundacije in je skoraj v celoti izdelana iz predmetov ponovne rabe. Tudi to privlači kupce v naše trgovine, ki jim vsako leto dodamo kakšno novo vsebino. Trgovine fundacije imajo širši pomen. Ne samo, da so popestrile ponudbo starega Kranja, omogočajo usposabljanje,
zaposlitev in delo težje zaposljivim invalidom in bivšim odvisnikom ter ponujajo nakup rabljenih predmetov po ugodnih cenah. Vincenc pa je vedno želel nekaj več. Nekaj, kar bo še bolje, kar bo pomenilo še več pomoči za tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Želel je pomagati tudi otrokom, ki so se znašli v stiski. Podobno kot v Švici je Vincenc Draxler želel pomagati bolnim otrokom, in sicer tako, da bi jim zagotovil prostorske pogoje, vendar nismo našli načina, kako bi financirali izvajanje takega programa. Mestna občina Kranj je takrat že skupaj z ostalimi gorenjskimi občinami sofinancirala materinski dom na Jesenicah, ki je deloval v neprimernih prostorih, zato smo iskali objekt v Kranju, kamor bi ga lahko preselili. Fundacija je kupila objekt, za katerega je v celoti zagotovil sredstva Vincenc Draxler. Tako je nekdanja Jenkova vila v Kranju postala materinski dom, kjer varno zavetje najdejo mame z otroki z celotne Gorenjske. Modrost starejših in neskončna energija mladih sta bili vrlini, na kateri je stavil Draxler. Večkrat je poudaril, da je vzajemna pomoč med generacijami temelj sobivanja. Blizu so mu bile ideje, kako združiti modrost in mladost na enem mestu, v medgeneracijskem centru. Po pristavi smo premišljali z gospodom županom in je prišlo do mišljenja, da naredimo medgeneracijski center tu v Kranju. In smo dobili skupno ta pravi objekt in upam, da bo ta center bil za pomoč mladim kot starim in da bo ta objekt še čez desetletja lahko pomagal kranjski okolici. Moja želja je, da bi medgeneracijski center bil skupnost, ki pomaga mladim in starejšim ljudem, s povezavo tudi s strokovnjaki, da dajo enemu drugemu dober nasvet in s tem je tudi center mišljen, da pomaga mladim in starim ljudem in upam, da bo to res uspelo. Medgeneracijski center je bil dan v uporabo leta 2015. Objekt s preko 600 kvadratnimi metri uporabnih površin, kuhinjo, kavarno ter travnikom z visokimi gredami, vrtom, igrali in parkirišči je bil dan v upravljanje Ljudski univerzi Kranj, ki je projekt medgeneracijskega sodelovanja že izvajala, vendar brez ustreznih prostorov. Česa boljšega si program medgeneracijskega sodelovanja ne bi mogel želeti. Program, ki se izvaja v objektu, je lahko v ponos celotni Sloveniji, za kar so bili tudi že nagrajeni. Ob vsakem obisku Kranja je bil Draxler tudi gost medgeneracijskega centra in vsakec se je razveselil novosti, kako so oplemenitili njegov prispevek, to, kar je bil njegov osnovni cilj. Vincenc Draxler pa ni bil dobrodelen le v Sloveniji, saj je v Švici ustanovil fundacijo Rita und Vincenc Draxler Stiftung. In preko te fundacije se sofinancira tudi fundacija Vincenca Draxlerja. Njen predstavnik je profesor dr. Ralf Blum. Foundation in Switzerland had been found by Vincent Draxler 10 years ago now in 2013 with the strong mission to especially help again strongly sick children, to help by matter research or maybe matter therapy in medicine. Again, his mission is to continue this work to a more lifetime in Switzerland. However, the other strong mission we have is to support the Vincent Draxler Foundation here in Krain, and especially again helping people, not only children but also younger adults. For example, here in Prestava,
back on their way to society, back to work, back to a happy life. And this, I think, is a very strong mission for the foundation in Switzerland in doing so. Vincenz Draxler je bil pobudnik številnih prireditev, kjer so se zbirala sredstva za pomoči potrebnim. Med drugim je bila njegova ideja tudi dobrodelni tek, poimenovan Županov tek. Prvič je bil organiziran leta 2001. Na protokolarnem posestvu Brdo pri Kranju je bilo izvedenih kar 18 tekov. Z Vinku so poleg poslovnega sodelovanja postala pravzaprav tudi prijatelja. In sva se naprej pogovarjala o nadaljnem delu fundacije. Dogovorila sva se, odkot še pridobivati nadaljna sredstva za fundacijo. In ena izmed teh rešitev, sam osebno sem prav želel teči okoli Brda in zato so se tudi dogovorila, da začnemo z organizacijo teka okoli Brda. Ko je tek prerasel v množični tek, se je oglasilo vedno več donatorjev, tako da smo uspeli pridobiti kar znatna sredstva za fundacijo Vincenza Draxlerja. To ne smemo pozabiti, prav na vseh teh tekih, 18 tekih, je bil največji donator prav Vinko Draxler in kot zahvalo je mestna občina Kranj mu tudi podelila naziv častni občan mestne občine Kranj, ki ga je z veseljem seveda sprejel. Častni občan, to je največja sreča, kar je človeku lahko v življenju pride, ker to je res nekaj, ki nikdar ne bi mislil, da lahko uspem. In sem zelo hvaležen občini Kranj, da me je za to stvar predlagala. Zadnji Županov tek je bil organiziran leta 2018, v letu, ko se je od nas poslovil Vincenz Draxler. Da bo Kranj ohranjal spomin na dobrotnika in sledil njegovim idejam, je Županov tek dobil novo preobleko v Teku za Kranj, memorialu Vincenza Draxlerja. Tako bo spomin na tega velikega kranjskega dobrotnika zavedno ostal živ. Delovanje fundacije Vincenza Draxlerja ima za mestno občino Kranj širši pomen. Od začetne ideje gospoda Vincenza Draxlerja, da preko fundacije pomaga ranljivim skupinam občanom, predvsem tukaj mislim nekdanjim odvisnikom in njihovim družinam, se je področje delovanja fundacije v dobrih 10 letih precej razširilo. Tako so na primer vzpostavili prvo socialno podjetje na Gorenjskem in enega prvih centrov ponovne rabe v Sloveniji, ki danes obvladuje več prvin krožnega gospodarstva. Zbirajo še uporabne predmete za namen ponovne rabe. Rabljene predmete popravljajo, jih obnavljajo, reciklirajo in iz teh surovin ustvarjajo unikatne izdelke. S tem zmanjšujejo količino odloženih odpadkov in, kar je bistveno, prispevajo k zmanjševanju porabe naravnih virov. Fundacija s 3 prodajalnami in šiviljsko popravljalnico pomembno prispeva tudi k oživljanju starega mestnega jedra. Zbiranje še uporabnih predmetov, njihova predelava, obnova in potem prodaja dajo osnovo za ustvarjanje delovnih mest, predvsem za ranljive skupine občanov in njihovo delovno usposabljanje. Fundacija tako danes zaposluje več kot 20 oseb, ki na trgu dela sicer zelo težko dobijo zaposlitev, med njimi so tudi nekdanji odvisniki in invalidi. Vincenz Draxler je vedno želel nekaj več, nekaj, kar bo še bolj pomagalo tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. In ta svoj življenjski moto je prenašal na fundacijo. Velikodušno je prispeval polovico sredstev za obnovo in vzpostavitev kranjskega medgeneracijskega centra, ki je danes stičišče srečevanja različnih generacij. Hvaležni smo mu tudi za objekt, ki je postal materinski dom in daje zavetje materam z otroki iz celotne Gorenjske. Prizadevali si bomo, da bo fundacija tudi v prihodnje izpolnjevala poslanstvo, ki ga je naložil Vincenz Draxler in pri tem ji bo mestna občina Kranj kot soustanoviteljica stala ob strani.
Ljudje iščemo srečo v življenju in smo večinoma prepričani, da biti srečen pomeni predvsem jamati. Vincent Draxler nam je z dejanji dokazal, da obilje sledi zakonu služenja in radodarnosti. Daj in nato sprejmi, daj svetu najboljše, kar imaš. Če veliko ljudi usmeri svojo voljo do spremembe v isto strugo, potem sprememba neizbežno pride, je misel, ki nam jo je položil v zavest. Vincent Draxler je bil dar za človeško skupnost. Živel je med ljudmi, z ljudmi, za ljudi. Delil je z njimi vse in ta vse ne bo nikdar našel prave besede, da mu izrečemo hvala. Kot je v beli svetlobi skrita vsa mavrica, so tudi v čaščenju življenja vse sestavine etike. Ljubezen, dobrohotnost, sočutje, miroljubnost in sposobnost dajanja. Vse to je poosebljal in bo poosebljal Vincent Draxler.